teta iz ospredja in stric iz ozadja, portala upsi.si. Z mano sta Urška in Joni. Dober dan, dobrodošli v novem Point Out Weeklyju. Danes imam tukaj ob sebi dva čudovita gosta in sicer najprej imamo blogerko, avtorico zdaj že 2 knjig in pa magistrico, inženirko živilstva in pa, tako bom rekel, strica iz ozadja, ki skrbi, da celotna zadeva v okviru portala upsi.si gladko teče, Jonija. Tako da za začetek jaz upam, da sem vse povedal tisto, kar je bilo najpomembno. Datum rojstva ne bi šel. Datum rojstva, ne, ja, to je mogoče. Ravno to sem hotel povedati. Ja, oboževalke siguren to tudi zanima. Evo, eno vprašanje, prvo, kar mogoče malo drugače, ne bom začel pri Urški, ampak pri Joniju. Urška zdaj že kar nekaj časa piše blog, ne, še preden si bil tudi ti aktivno vključen. Pa da mi povej, kakšna je bila zgodba, kako je ona en dan prišla do te ideje in rekla, jaz bi pa pisala blog. Ja, v bistvu so vse skupaj začeli že dost, preden smo sploh blog ustvarili. Začel se je leta, mislim, da 2010-2011. V bistvu smo mi dva se odločila, da nismo narejena za to, da bomo delala cel življenje v pač eni firmi, 8 ur na dan in to je to. Nekako smo prišli pa do ideje, da pač Urška kot strokovnjakinja za prehrano napiše knjigo in to se je pa knjiga se je napisala, kar dobro se je prodajala, pa je prišli pa do tega v bistvu, da je prodaja malo padla in smo načeloma začela iskati nove prodajne kanale. Nekako smo tako prišli pa do bloga. Istočasno je pa tudi Urška začela ful ustvarjati v kuhinji, pač razne recepte, jedi, to in tret. In vse skupaj se je nekako povezali in kar en dan je prišla k meni in rekla, Joni, jaz bi imela pa blog. Sem rekel, ok, pa bomo naredili blog, ne? In smo ga naredili. To je bilo v bistvu. Super. Urška, kaj te je pa vodil do tega, da si sploh, zdaj Joni je že malo opisal, ne, da je bilo to neka logičen korak, glede na vajino življenjsko situacijo, ampak si mogoče dobila kakšno inspiracijo od kje, iz tujine ali pa je to pač, kako si prišla do te ideje? Ja, jaz sem v bistvu takrat že kar nekaj časa spremljala različne blogerke, no. Pač malo sem tako kombinacijo, se pravi, teh kuharskih blogov z nosečniškimi mamicami, no. Pač jaz sem imela takrat veliko željo potem, da postanem mama in ko se nama je v bistvu želja uresničila, sem res ves čas spremljala te mamice, kako se pravi svoje oboževalce vsak teden se pravi updatajo s svojo nosečnostjo, raznimi drugimi stvarmi svojega življenja, no. Tako da v bistvu sem takrat bolj konkretno začela tudi jaz s pisanjem te tematike na svojem blogu, se pravi poleg tega, da sem se pravi objavljala tudi recepte, razne prehranske nasvete, tudi recimo midva ful rada hodima okrog po raznih restauracijah in delima pa v bistvu tudi najine občutke, izkušnje, tako da v bistvu je bilo to tisto vodilo, pa v bistvu inspiracija tudi v tujih blogih, no. A je tudi kar prišel iz tvoje izobrazbe, ker si tudi strokovnjakinja na tem področju? Ja, mislim, sigurno tudi, no. Čeprav recimo jaz, ne vem, v srednji šoli po moje še jajc glih nisem znala skuhati. Pol, ko smo se preselila, ko sem imela res svojo kuhno, sem začela pač bolj intenzivno tudi ustvarjati, kuhati. In sem pač to področje totalno vzljubila. Pač rada delam tako malo drugačne recepte, da ni pač vse tista klasika in videla sem, da je pač ljudem dejansko to všeč, no. Pač fajn je, da ti vidiš celoten postopek, kako se določena stvar pripravi tega, mislim, redko, kjer recept je bil pač v tistem času tako pripravljen in to je bilo pač takrat tako dosti zanimivo, no. Ja, tako da point vsega skupaj je, da je bil kulinaričen blog. Tako je. V začetku, v principu, ja, pa se je pa počasi razvijala, se pravi v bistvu z najinim življenjem, z najinim izkušnjam, no. Je pa tudi prerastel bolj v to področje mamica, starševstvo, očetovstvo, otroci in tako dalje. Ja, se pravi, jaz takrat, ko sem zanosila z Jakcem, sem v bistvu začela s to rubriko, kako je že bilo, week by week?
Ja, se pravi, da sem vsak teden nosečnosti vse moje takrat občutke, izkušnje, se pravi, delila z ostalimi mamicami in to je pač za tisti čas v Sloveniji bilo res redkost, no, in dejansko je to ženske zanimalo. Mislim, recimo že če po sebi sklepam, itak sem bila ful firpčna vedno in pač iskala na spletu, se pravi, mamice, ko delijo svoje izkušnje, se pravi, sploh kar se nosečnosti tiče, to je pač ena taka tematika, ko se mi zdi, da zanima tudi tiste, ko niso noseči, pač sploh ženske itak, ne. Tako takrat je bilo to res, no, pač zanimivo in mogoče nekaj novega. Se pravi, zdaj, če to dam v današnji čas, je malo drugače, ker je naš trg že nasičen, se pravi, z mami, blogerstvom in tem, ampak za tiste čase je bilo pa pač nekaj drugačnega, no, nekaj svežega. Ampak kljub temu, da je tega že kar veliko, da je že kar zasičeno, vama še vedno uspeva biti prepoznaven, privlačen, ne nazadnje tudi za znamke, tudi za ljudi, da vaju spremljajo. Zakaj bi rekla, kaj ti je glavni vzrok? Mogoče, ker sta zgodaj začela ali nekje druge tiči? No, daj ti. Ja, v bistvu je tako, prva stvar je ta, da smo začela takrat, kot je Žurška rekla, ko dejansko 3-4 smo bili, ko smo delali, oziroma ko smo šli na to neko mami sceno, lifestyle sceno, kakorkoli. Druga stvar, ko je pa bila ful pomembna, je pa to, da smo midva pač zastavila stvar. Midva smo si v štartu rekla, da ne bomo delala polovičarsko, da bomo delala pač tako, kot je treba. In smo ustrajala. Midva smo non-stop ustvarjala vsebine, nove, iskala pač ideje, rešitve, kaj bi bilo še privlačnega. In zelo konsistentna smo bila skozi celoten pač najno obdobje in še danes tako delamo pač. In to je tista razlika, se mi zdi, med nama in mogoče ostalo konkurenco nekako. Ne. Kdaj sta pa ugotovila, da je bil tisti trenutek, ko sta rekla, ok, zdaj imava neko skupnost, zdaj dobro delava, zdaj pa upsi lahko tudi nekaj več, kot samo side job, nekaj, kar delava popoldne. Ja, to se je v bistvu zgodilo po moji prvi porodniški. V bistvu jaz sem že celo porodniško pač razmišljala o tej smeri, ampak pač vse skupaj je bil nek riziko, no, sploh za tiste čase, ampak pač vedela sem, da če se bom vrnila nazaj v službo, se pač blogerstvu ne bom mogla posvetiti tako, kot sem se, in sem vedela pač, da oboje ne bi mogla pač usklajevati. Takrat je imel pač Joni še vseeno redno službo in potem sem pač en mesec menda pred koncem porodniške pač podpisala odpoved. Ja, sem že čisto pozabila. In se pač odločila. Vedela sem, da pač, če bom ustrajala, če bom delala tako, kot sem, da pač ne morem pričakovati, da bo stvar nazadovala, ampak lahko se pač sam še vzpenjamo in pač res je bilo tako, no. Zdi se mi pač, da če v neko stvar res vlagaš čas, vlagaš energijo, pa tudi ljubezen do dela, to je bilo pri meni še najbolj pomembno, ker jaz sem ful pač dinamičen človek in jaz se ne vidim nekje v službi, da bi mogla, ne vem, celo življenje delati eno in isto. Jaz rada ustvarjam, rada sem v kontaktu z ljudmi, pišem nove različne zgodbe in pač delam tisto, kar me usrečuje, ne pa da pač hodim nekam, kot sem nesrečna in posledično pač to svojo slabo energijo stresamo vse posod okrog, no, tako da je bila to definitivno pravilna odločitev. Tisto, kar sem pri vama tudi opazil, da imate zelo tako čustveno pripadno skupino ljudi, ki vaju spremlja oziroma pač spremlja upsi.si. Je to... Kako sta to zgradila? Mogoče tako najprej vprašam. Komunikacija. Pač dejansko moraš vsak dan na dnevni bazi, takrat se je to še dal, ko se to še vse skupaj ustvarjalo, ko se je nekako gradil, ko še ni bilo toliko sledilcev oziroma sledilk. Dejansko komunikacija je tisto, kar je najbolj pomembno. Midva smo ful delala na tem, vsak mail smo odpisala, tudi skregala smo se zaradi tega večkrat, zato ker sem jaz ful težil. Če si nekdo vzame cajt, da njej kot pač Gareni Urški tam napiše mail, si zasluži odgovor čez minuto. In ful smo na tem delala, tudi pa smo začela pošiljati ne v nagradne igre, ampak kar tako pač darilca, pač pozornosti vsem tistem, ko so res dejansko bile engagene na naši strani in to. Pozornost posvetiti v bistvu. Kje pa največja razlika od tiste prve, ko je bila še manjša skupina,
napram tisto, kar sta zdaj, ko imate že večjo zgrajeno? Ja, zdaj mislim, pač imamo že res tako veliko publiko, da je zelo težko vsem dosledno odgovarjati. Pač dejstvo je, da na vsako sporočilo vidimo, res pa nama ne uspeva več dosledno odgovarjati. Čeprav jaz se trudim sploh recimo na Instagramu, ker se mi zdi, da je še boljša ta interakcija med sledilci pa pač tabo. Probam res odgovarjati vsem, kakor se le da, no. Na Facebooku je pa že mogoče malenkost drugače, ampak se trudimo, no, po najboljših močeh in če se le da, če je, ne, pač odgovorimo. Se to je ta stvar v bistvu pač pozornost, ko jo moraš ti iz sebe v bistvu nameniti njim, se pravi bralkam. Tako je. Ker jaz še kar trdim, če si vzame nekdo čas, da prebere, kaj Urška napiše, kaj jaz napišem, si je treba vzeti tudi cajt, da si z njim v kontaktu. In nama je ostalo oziroma zelo velikih imamo takole bralk, ko so redne že od takrat in smo nekako spletli neke neprijateljske odnose, ampak vse slišimo, smo na vezi, to tako na pač osebnem nivoju. Ne? Ja. Ja, ko smo bili na prvem sestanku, si mi omenila, da si kar zapomniš ženske punce, ki ti pišejo tudi tako po imenu. Jaz sem bil tudi presenečen, ko si mojo ženo tako prepoznala. Kako vam to uspeva? Je to ta pripadnost ali kaj drugega? Ja, po moje tudi, mislim, ne vem, je že tako, recimo, kar se obrazov pa to tiče ful hiter, pač si zapomnim ljudi in prepoznam, sploh pa po besedah, ne vem, ko ti prejmeš od določene osebe, ne vem, neko sporočilo. Jaz si res pač vzamem čas, da ga pač doživim, preberem in si na podlagi tega ful veliko tako zapomnim, no, in vem točno, kam moram kjer dati, no. Se pravi, so to pozitivne ali pač negativne izkušnje, vse si nekako tako po predalčkam in zapomnim, no, tako da zdaj ne vem. Zdaj ti to po mojem. En čist konkreten primer, naprimer, kar se mene tiče, jaz sem takoj, ko sem postal pač službo, mislim, da na UPSI napisal, kaj bi jaz dobil barvo za lase. Ne? In takoj se ena punca jaz imam te barve, te lahko pridem v strišč in je prišla, dejansko se je pripeljala iz Slovenj Gradca v Hrastnik, mene v strišč pa poštrihat. Midva smo itak takrat južno pa zrihtala vse da ni in smo dejansko ostali v kontaktu čisto do danes. Ja. Vse una je v bistvu že reda bralka od samega začetka. Tako je veliko, no, takih recimo, ko so z mano, sploh prvo nosečno smo skupaj doživljale, si res pisale, menjale izkušnje in smo v bistvu še danes, no, v kontaktu, tako da je prav fajno videti, tako, da so včasih tudi teti virtualni prijatelji v bistvu lahko še boljši prijatelji, kot kar tak resničen, no. Mislim, čeprav se mogoče sliši čisto pač kar nekaj, ampak je dejansko, no, tako ena posebna taka vez, no. Koliko težko pa je to, zdaj si omenila virtualni prijatelji, koliko težko je narediti to ločnico, občutek pri ljudeh, da vaju ful pozna, zato ker delita svoje življenje, pa tisto, kar vidva v resnici sta? Ali to dvoje skoraj enako? Ja, mislim, enako definitivno ni, ne. Zdaj, itak marsikdo si po prebranem ali pa po videnem ustvari čist neko svoje mnenje, se pravi o določeni osebi. Zdaj, midva smo pristna in realna, no, nočemo recimo pred drugimi nekaj igrati in se predstavljati za nekaj, kar nismo. Zdaj pa se mi zdi, da je čisto na vsakem posamezniku kako sliko nosi v te postvar. Zdaj recimo enem greš na živce, ker pač ne vemo zakaj, drugi te pa pač sprejmejo pa tazga, kakršen si in te imajo zaradi tega radi, no. Zdaj, mislim, midva smo se nekako s tem sprijaznila in logično je, da tako je, sej ne moramo biti vsem simpatični, tako da zdaj, koliko nas pa poznajo, midva delima, ne, zdaj, če čistko pogledamo v celem dnevu, koliko 15 minut našega življenja, recimo. V bistvu je samo občutek, Občutek je, ja. Da smo fulse, ampak še vseeno so neke stvari, ko so skrite v bistvu, normalno, pač so sam najne oziroma naše. Je pa tako, recimo, jaz če kako bralko tako vidim, ko še nikoli nisem pride do mene, joj, Urška, te lahko objamem, se mi zdi, da te kar poznam, ne, da se poznamo že tako cel življenje, ne. Mislim, tako, meni se, kar se tega tiče, mi je kulno, tako, da imajo, se pravi, take občutke, no, glede nas, tako da se mi zdi to fajn. Če še malo se obrnemo na kanale, ne? Prej si tudi malo Instagram omenjala, kako ti je tudi všeč, da je komunikacija tam boljša, bolj pristna.
Pa to zdaj nasplošno misliš za Instagram, je mogoče kak drug kanal, ker na začetku se mi zdi, da si bila bolj aktivna na Facebooku ali pa sta tam bolj objavljala, zdaj pa res tudi opažam zaradi storijev in vsega, da je to bolj na Instagramu. Ja, ne vem, na Instagramu se mi zdi, da se še vseeno lahko na mal drugačen, bolj oseben način približaš sledilcem. Pa tudi, ko meni, ne vem, nekako mi je bolj všeč, kot Facebook. Sicer Facebook še vseeno uporabljamo, ampak Instagram mi je neko ljubšino. Se mi zdi, da je interakcija ta pač boljša, bolj osebna. Tako da zaradi tega mogoče. Kaj se vam pa zdi, da je ljudem, ki vaju spremljajo, bolj pomembno? To, da vidijo vsako malenkost vajnega življenja ali neki nasveti, ki jih tudi med drugim podajate preko portala, pa ne nazadnje tudi preko storija in ostalih vsebin, ki jih ustvarjate? Ja, meni se zdi, da je kar pomembna kombinacija obojega. Se pravi, dejstvo je, da kvalitetne vsebine ne moreš ponujati skozi cel dan, lahko pač mogoče, ne vem, z enim člankom, z enim takim tako prispevkom, mora biti pa mešanica vsega. Recimo, ne vem, vidim takole nasveti, recepti, to mi je vse ful tako zanimivo in koristno in spomnim se enkrat, ko sem delala tisto Kinder Country torto in so tako vsi kupovali tisto ekspandiran riž ali pero in mi je že zaradi tega tako ful zanimivo, da pač dejansko ljudje res to berejo, si želijo pač nekaj narediti sami, po našem receptu, na svetu, karkoli in da jim je dejansko všeč in uporaben. Tako da to mi je definitivno pač pomemben, da vseeno ohranjamo neko kvaliteto ali kakorkoli. Pač, da nismo zdaj, mislim, da ne snemamo oziroma objavljamo skozi, ne vem, kar reki, kako smo pri frizerju, kako se mažemo, kako to, mislim, na ta način. Fora pri nama je to, da tekom najine kariere, pač blogerske, smo dost, se mi zdi, zadela tole najino publiko, ker prva stvar je, da moraš ti publiko poznati, kaj si oni pač želijo. In smo res naredila neko kombinacijo, ker imamo res veliko vsebine, smo bili primoran pač kombinacijo narediti in pač vsebine osebne in tiste vsebine, ki imajo neke dodano vrednost in zraven tudi vsebine, ki pač ni nič, v bistvu. Ampak, ko ti sproduciraš tukaj ene vsebine na dan, kot jo sproducira Urška oziroma mi dva, enostavno ne more biti vse kvalitetno. In to pač vzameš v zakup in spremljaš, kako pač odreagirajo bralke. Ja, in mi je pa recimo tudi ful zanimivo, jaz se zelo trudim, da v same prispevke vključujem tudi bralke, ker so res ful dovzetne za to, da delijo svoje izkušnje, svoje zgodbe, tako da se res trudim, da ne vem, enkrat dnevno recimo objavljam tudi njihove zgodbe, ne vem, ali so to neke življenjske zgodbe, recimo, ali njihove domove, se pravi stil opremljanja, ne vem, nasvete, izkušnje, karkoli. Tu je ful zanimivo, se pravi, da tudi bralke vidijo različna mnenja, ne mogoče samo mojega, ampak pač od širše skupine, ne. Tako da to, ja. Viš, in spet se tukaj lahko vrnemo na tisto stvar, ko sem jo prej omenil, pozornost. Pač one so pomembne, oziroma naši sledilci, bralci, bralke, kakorkoli. Oni so pomembni, ne toliko pač. Tako, ja. Ja, zdaj ste mi dala ful istočnic za nekaj podvprašanj, pa bo kar na začetku malo po spominu šel nazaj. Omenil si ciljno skupino, oziroma da moraš ful dobro poznati te, ki te spremljajo. A sta to tudi tako kaj sistematično pregledovala, gledala, analizirala, kdo so sledilce, je to bil bolj nek občutek? Mi dva večino stvari, ko jih naredimo, je po feelingi. Sicer spremljamo analytics in te stvari, ampak vse gre preko feelinga. In nekega feedbacka, ki ga dobite od community. Tako. Nobene ni neke res podrobne analitike. Tudi, če mi, ne vem, je na par naročnikov rekli, če imamo ne vem, kakšne case study ali pa kaj takega. Ja, ne, ker pač ni pomemben. Pomembno je, kako jaz začutim oziroma kako Urška začuti pač našo skupnost. Ne. A vaju še kdaj kaj preseneti pri skupnosti? Odziv, odgovori, kaj v tem smislu? A sta že vse doživela? Ja, doživela smo že zelo, zelo, zelo veliko. Tako da zdaj ne vem, ful je recimo tudi takih, ko te presenetijo, ne vem, v pozitivnem smislu, zdaj mogoče, ok, tole bo zdaj čistko, ampak jaz sem pa recimo tako šokirana. Ne vem, da jaz recimo neki, si rečem, jaz bi pa imela neki iz Ikeje in mi predspišajo punca, Urška povej, jaz grem danes, ti sam povej, ko ga rabiš, ti bom prinesla. In dejansko tako so, ful so pripravljene, ne vem, priskočno pomoč, recimo tu itak, ogromno je takih, ko te res presenečajo v pozitivnem smislu. Pol recimo, imaš pa tudi take, ne, ko ti znajo pač dan mal
zamoriti, ampak smo nekako, se mi zdi, še vsem prišla zdaj do te točke, da smo to vzela v zakupno. Pač to se dogaja vsem, ne vem, tako pač je. Vprašanje s časom povezano, to sem vas še želel vprašati. Koliko vam taka zadeva, koliko vam časa vzame vsakodnevno, koliko to vpliva tudi na osebno življenje, ne nazadnje, da odgovarjata, da sta konstantno v stiku Ja, zdaj tako se pravi, odkar blogama, ne vem, recimo nimamo tiste meje, da bi recimo imeli lahko brezskrbne oziroma ne, pač počitnice, recimo, da se res čisto odklopiš pa rečeš, aha, zdaj pa ne vem, 2 tedna ne bom na telefon pogledal to in tret. Pač jaz sem že tako, jaz si ustvarjam pač s takim veseljem in s tako, ne vem, kako ne se izrazim, no, ampak meni je to v užitek, no, ni zdaj tako, da bi rekel, danes moram pa spet nekaj ne napisati, ampak fajn, no, ti je in ti v bistvu pol niti ni težko, no, itak ti vzame ti dosti časa. Sam glih to, ne, ta čas je nemogoče ovrednotiti, pač, da bi rekel, zdaj delamo pa, ne vem, 5, 6, 7, 8 ur na dan, ker kak dan delamo res ful, kak dan pa tudi pol malo ležimo. Ne, mislim, ja. Pač, težko je. Zaradi dosega, ki ga imata, ne nazadnje tudi vpliva, vaju tudi verjetno dosti znamk kontaktira. Ne. Kako izbirata, s kom sodelovati? Boš ti povedal jaz? Ja, v bistvu midva smo oba šla v to stvar, pa ko je že malo ratala, s tem namenom, da ustvarjamo odnose. Meni je bolj važno, da imamo mi nek pristen odnos, da se štekamo, da se ker takoj začutiš, da nekaj klikne. In je pa tudi samo sodelovanje dosti boljše in dosti bolj sproščeno in vse skupaj. No? Tako da to je, kar se mene tiče, mojega dela prioriteta. Če jaz ne zaštekam takoj, mislim, če ni tiste iskrice, ali kako bi rekel, sej mogoče se malo tako sliši, ampak pa je v bistvu brez veze vse skupaj. Ja. Mislim, da delamo pa recimo, oziroma stremimo k tem, da sodelujemo pač z znamkami, ko jih v bistvu imajo neko povezavo z našim življenjskim stilom, oziroma ko so nam res všečno. Mislim, jaz recimo ne morem nekaj promovirati, kar ne uporabljam, kar mi ne odgovarja in pač promovirati samo zaradi tega, da bi nekaj prodajala in od tega karkoli zaslužila. No. Tako da pač primarno tukaj je, da smo res iskrena, no, in pristna. Zdaj, ne vem, če nam res karkoli ne odgovarja, itak zavrnemo sodelovanje, tako da to je pa tudi to. No. A ste že kdaj dobila kak negativen feedback v smislu od komunitija, zakaj pa zdaj ta znamka pri vama? Da mogoče ni bilo na prvo žogo jim logično? Ne, jaz mislim, v tem smislu ne, da bi kdo rekel, zakaj je znamka. Pač negativen feedback je ponovadi v smislu, ja, se imate itak same reklame, ne. Ja. Ampak statistika pač tega ne potrjuje, ne? Ker v bistvu reklam je cirka 6-7%. No. To je edini tak feedback, ko je pač res negativen, kar se tiče. Da bi pa kdo se, ne vem, v določeno znamko spustil, pa ne. Ja, tu pa še ni bilo, no. Mislim, se itak tudi gledamo, da so pač res znamke, s katerimi mi pač sodelujemo, pač kvalitetne, da ni zdaj tu kar neki. Ne vem pa, da res ne promoviram, ne vem, jaz valjčka za celulit, če imam celulit. Recimo, ne, mislim, take, da še ostaneš pač pristen, pa to, kar je s tabo povezan. Ok, kaj še pa je ta proces? Kako običajno podjetja pridejo do vaju pa rečejo, ok, jaz bi pa rad delal zdaj z vama, jaz imam to in to znamko, ta produkt, kaj običajno pričakujete od njih? Ja, meni ful veliko pomeni, če si podjetje preden sploh pride do nama, če si vsaj preberemo, ali kdo smo. Ker najbolj mi gre na živce, ko pride kak podjetje, pa bi kar imajo, ne vem, na pamet govorim, telefonske slušalke, ne, in bomo mi vam dali telefonsko slušalko, vi boste pa naredili za nas. Ne vem kaj vse, pa kar naštejejo, a veš, tist, po alinejah, ja, žal, to tako ne gre, ne. Saj preber si, kdo smo, kaj smo, ne vem, vpraš me za statistiko, ne vem, pač pokaž nek entuziazem, pokaž nekaj, da si res zainteresiran, ne pa, ne, in te kompenzacije grejo meni ekstremno na živce. Ja, jaz zelo verjamem v to, ne vem, če se boste strinjali z mano.
da tudi podjetje, ko zbira s kombi delu, ki ima ne vem, neko osebno znamko, gradi na osebni znamki, da ne rečem, da je influencer, kakorkoli v tem smislu, da ga prej malo spremlja, da vidi, če je on lahko predstavlja njegovo znamko. Ker velikokrat se podjetja odločajo zgolj z vidika dosega, ok, ta je največji, dajmo iti s tem delati, pa mogoče niti ni toliko povezan s korom njegovega brenda. Tako je. Potem je to tudi verjetno za vaju težji, tudi če bi se tako zelo prsila pa hotla, da bi se zdaj povezala z neko znamko, v katero mogoče ne verjamete ali pa ne zagovarja, ne vem, vrednot tistih sporočil, kot jih vidijo. V bistvu je tako, da se večkrat, zelo velikrat presenetljivo za mene se naredi, da je pač tista številka lajki, ne vem, 20 evrov, sam tistim je pomemben, neč kaj ti s temi lajki delaš. Ne? In tukaj je ta stvar, ko bi mogla podjetja oziroma naročnike, agencije, kakorkoli bolj preštudirati. Ne? Če nekdo naredi, ne vem, iz 10 lajki full engagementa, nekdo pa iz 100 nič, ne? Je to stvar, ko jo mora nekdo še preden gre v neko sodelovanje vedeti. Ne? Še eno vprašanje, bolj za na konec, in sicer boste videla, kako boste dejansko lahko sploh odgovorila, ampak jo bom vseeno izval. Kakšni so kaj načrti za prihodnost? Kaj lahko že zdaj razkrijete za gledalce, ki gledajo? Jaz lahko razkrijem, da nimamo pač poenotenih načrtov za prihodnost. Nekako stremima, res imamo skupen cilj, ampak kako pa do tja priditi, pa kdaj do tja priditi, pa nismo še na isti valovni, no, tako da šti boje, da. Se bo... Ne vem, ko ne zdaj na to rečem. Mislim... Ja, ne vem, ok, delno se strinjam, no, z Joni tam pač imamo kar neki projektov še za izpeljati. En full velik projekt bo letos, ampak NDA ne gre. Okay. Drugače pa, ne vem, je še vse pač kljub vsemu, ne, ko Joni mogoče malo zdaj tako vinkar. Jaz vem, da bom po mojem še čist do, ne vem kdaj, do smrti pač ustvarjala. Upsi, mogoče bom pol pri 60-70 zobne proteze promovirala. Ne, ampak res, no, mislim, mene je to pač fajn, no, mislim. Jaz vem, da ne bi mogla nekati, jaz nisem pač tak človek, ko Joni mi velikrat reče, joj, pa dej 5 malo počivati, malo se vlječ, jaz ne morem. Pač jaz moram biti res skus v gibanju, skus moram pač nekaj delati, ustvarjati in to mi je fajn, no, in mislim, da pač bom nadaljevala, imam še na par izboljšav v mislih oziroma v planu, tako da bomo videli. V glavnem, ena stvar, ko jo lahko povemo, je, da spletno stran prenavljamo. Ja. Super. Če še malo počakam, boste še kaj več povedali. Ja, vidiš, če bi imel per, ne? Ja, tu je ena, ja, ampak dobro, ta ni toliko zelo pomembna, mislim, je, ampak neki boljšega še pride. Ja, ok, se bomo pustili presenetiti. Če imaš kakršnokoli vprašanje za Urško in pa Jonija, seveda dobrodošel, da to napišeš spodaj v komentar, boste z veseljem sigurno tudi kasneje odgovorila, pa seveda smo tudi mi tako kot vedno na voljo. Mogoče za konec še to, kako vaju najlažje podjetja kontaktirajo, ukolikor bi želela sodelovati z vama? Ja, najlažje kar na mail, ne? Ja, info@upsi.si. Tako. Ok, jaz sem se imel super danes, upam, da vidva Kristo. Ja, enako. To je to, tako da se hvala, ker si bil z nama, ker si bila z nama in pa se vidimo naslednjič. Čau. Why?